Prehajamo na zadnjo točko, šesto zadnjo točko. Predlog sklepa o seznanitvi občinskega sveta občine Kamnik za darilno pogodbo. Gradivo k tej točki ste svetnice in svetniki prejeli po elektronski pošti. Predlagatelj je župan, poročevalki pa Maja Sušnik in Sanja Peklar. Maja, izvoli besedo. Hvala lepa. Pozdravljeni še enkrat. Zdaj pred vami je darilna pogodba, saj ste jo vsi dobili, jaz ne bom kaj dolgovezla v zvezi z njo. Dejstvo je, na osnovi te pogodbe iz februarja letošnjega leta je občina pridobila v last zemljišča 499/4 v Mekinje in pa 212/6 in 213/2 v Godič. Napisala sem v obrazložitev, kako je potekalo sklepanje pogodbe. Vsebina darilne pogodbe je čisto standardna, tako kot jo predvideva tudi veljavna zakonodaja. Za to darilo je bilo na FURS posredovano prijava v zvezi z davkom na dediščine in darila. FURS je odločil, da davka na dediščine in darila ni. Prav tako je upravna enota Kamnik izdala odločbo, iz katere izhaja, da odobritev upravnega posla ni potrebna, kljub temu, da gre za kmetijska zemljišča. Po izpeljavi vseh zgoraj navedenih postopkov je pa pač bila pogodba tudi poslana notarki, ki je overila podpisa obeh darovalcev. S tem, da podpis darovalca ena, ki je fizična oseba, smo ga mogli pač zbrisati zaradi zakona o varstvu osebnih podatkov. Darovalec 2 je pa pravna oseba, to smo pa pač pustili. Hvala. Hvala lepa za uvodno obrazložitev. Odpiram razpravo. Svetniške skupine? Ne. Svetnike, svetnici? Svetnice? Ne. Še kdo? Ja, Aleksandar Rušič, izvoli besedo. Ja, hvala za besedo. Glede na to, da jih je glasoval 14 za to, da bo ta točka danes na dnevnem redu, sem pričakoval kaj razprave, zato nisem prijavil. V glavnem, iz gradiva lahko vidimo, da občina Kamnik je bila seznanjena, seveda, da je bila, da z darilno pogodbo dobiva zemljišča, ki se nahajajo v območju kmetijskih zemljišč. In temu je bil namenjen moj drugi del vprašanja, ne. Kaj se je dogajalo na teh zemljiščih potem, ko so prešla v last občine Kamnik? In tukaj je res seznanjeno, kako je potekala sama darilna pogodba. Ampak očitno pa ne bomo nikoli seznanjeni s tem, kako so potekali pogovori, pa kje, kako se bo to vse skupaj zapeljalo, pa zavili v darilno pogodbo. Tako da, oglasil sem se pa zaradi ene druge zadeve, ne, ker očitno je po Kamniku zdaj nekako razširilo se, da je razširitev predlagana in včeraj sem videl na Facebooku, ne, kako Kranjski Janez poziva v kamniški občini, predvsem v KS Godič in Mekinje, jutri podprimo gospoda, ki s svojim delom pozitivno vpliva na razvoj kraja, podprimo tudi župana in svetnike, da izpeljejo legalizacijo ceste, ki je le dolgo pričakovana rešitev za vse krajane. Naj zmaga zdrava kmečka pamet, ne pa sovraštvo. No, jaz mislim, da nam je vsem skupaj danes tukaj jasno, da se ne ukvarjamo z legalizacijo. In govorim zase osebno, poznam cesto, poznam podjelšo dejavnost podjetja in tako naprej. In mislim, da se vsi strinjamo, da je vse okej, da tam je ena druga povezava kot ta čez Podjelšo mimo Dušana. Ampak vsi skupaj se moramo pa vprašati, a je to ta pravi način, da se do takih zadev pride?
A si res lahko nekdo prvož, da se dogovori nekje, kako in kaj? Še enkrat, tisk se je to spomnil z vidika gospoda, ideja je genialna, ne? Ampak ne razumem pa nekoga na občinski strani, da je to odgovornost prevzel. In to odgovornost bo mogel nekdo. Hvala lepa. Besedo predajam Karli Urh. Karla, izvoli. No, jaz ravno tako se sprašujem, a se vi zavedate, da se lahko vsuje plaz iz tega zdajle? Konec koncev, občina je dobila darilo zemljo, ampak mi imamo zdaj gradbeno parcelo. Kje je dovoljenje za to gradbeno parcelo? Mene ljudje tudi sprašujejo. Sem rekla, ja, jaz ne vem, upam, da bom dobila odgovore. Kako je to šlo? A veste, to sporočilo za javnost je zelo, zelo, zelo čudno. Torej, mi lahko kar malo po domače se gremo zdaj, a smo proti. Jaz nikoli nisem proti, ampak sem pa proti načinu. Ker konec koncev, mi se moramo vprašati, to je kavbojski sistem. Če sem jaz jaki, potem naredim, kakor pač meni zdaj ustreza, ampak to ni pošteno, no. Pot je napačna. Ker, glejte, vsi smo za to, da bi se rešil tale oster ovinek tega tovornega prometa, glede na bom rekla, naravo dela in pa velikih tovornjakov, ki so se popravljali, naj se, hvala Bogu. Ampak način, kako se je to naredilo, mimo vsega, mimo zakonodaje konec koncev, ne? To je tisto, kar je sporočilo za javnost, ki ima zelo negativno noto. Hvala. Hvala lepa. Maja, bi prosil za obrazložitev. Izvoli. Hvala. No, zdaj jaz vseh odgovorov pač za vas nimam, ampak dejstvo pa je, zdaj gospod Uršič je rekel, kaj se je dogajalo s tem zemljiščem, da del njegovega vprašanja je bil, kaj se je dogajalo s tem zemljiščem po prenosu teh zemljišč v last občine Kamnik. Sej dejstvo je, no, to mislim pač, to si ne zatiskamo oči. Na teh zemljiščih se je zgradila cesta. Cesta pač gradbenega dovoljenja nima. Na osnovi tega so prišle različne prijave. Naša inšpekcijska služba je ugotovila, da za to ukrepanje na tej podlagi ni pristojna in je odstopila to državni inšpekciji. To zadevo zdaj obravnavata dve inšpekciji, aktivno obravnavata, ne samo, da smo odstopili, in sicer kmetijska in gradbena. Toliko vam lahko rečem. Nihče od teh dveh inšpektorjev pa postopka še ni zaključil, no. Hvala. Hvala lepa. Zaključujem razpravo. Glasovali bomo o predlaganem sklepu. In sicer, občinski svet občine Kamnik se seznani z darilno pogodbo z dne 26.2.2025 v zvezi z zemljišči parcel številka 499/4 KO 1898 Mekinje ter 212/6 in 213/2 KO 1894 Godič. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za 16, proti nihče. Ugotavljam, da je sklep sprejet in točka zaključena. S tem pa tudi današnja seja. Hvala vam za udeležbo in lep dan še naprej.